A ja se res do 100 nismo pospešili, ne? Koliko smo rekli? 3,8? Kam so prišli te Kitajci? Britanci. Kitajci, Najprej hitra lekcija zgodovine. Torej, če se sprašuješ, a je to tisti britanski MG, ekscentrična znamka, ki je sem pa tja znala na trg spraviti tudi kakšen res zanimiv avto? Ja, pol je odgovor da. Ampak čakaj, pol tu isti MG, ki je tam 2.3, 2.4, mogoče 102.5 propadel, pa so šli cugrunt? Tudi to drži. Ampak pa so seveda prišli v kitajske roke, pa se je začel malo dogajati. Kitajci so rekli, ok, imamo brand, ki ga veliko ljudi pozna, ampak dajmo mi zdaj malo to po svoje. In naš pa fast forward je par let in MG je znamka, ki tudi na slovenskih cestah zadnje čase tudi približen ni več tujc. In ta avto, MG4, je štromar, ampak to ni vse. Najbrž ste porajtali, da je pa vse malo drugačen, malo bolj našpičen, pejmo po vrst. Poglej prosim lepo, kaj piše na tele oranžni čeljusti. Vidiš besedo Power, pa tukaj le zadaj se skriva tudi X, torej MG4 X Power. Zdaj ti pa povem, v čem se razlikuje od navadnega. Kar se videza tiče, najprej tale posebna zelena mat farba, drugače pa črn front lip, malo krenclan. Črni so tudi pragovi, črno imamo streho. Tale dvojen spoiler, tega boš najdel tudi pri navadnem. Pa tako kot sem prej rekel, oranžne čeljusti, pa fejst veliki koluti. A veš, da je kar malo hecen, ker se ne spomnim, kdaj sem nazadnje testiral avto, pri katerem bi bili sprednji zavorni koluti enako veliki kot zadnji. To se pravi 345 mm na vseh 4 biciklih. V osnovi je tako, da imamo opravka s 4,3 metrsko kombi limuzino s 350 litrskim kufrom. Drugače pa predvsem na sprednjem koncu orang zašiljena karoserija, ki temu avtu podeli tokenega karakterja, da če ga gledaš z tega konca, ni šans, da ga zamenjaš za karkoli drugega. Tukaj pri zadku ne morem reči, da se stvari umirijo, je pa vibe drugačen, mogoče ne toliko športen, bolj kantast, ne. Poglej, kako so se potrudili z detajli, da tudi zadnja luč, ne samo z tega konca, tudi od zgori, izpade atraktivno. Tale svetila so, no, poglej na kakšen način štrlijo ven iz karoserije. Pa tlele zadnji en tak približek je vrste difuzorja, čeprav moram priznati, da tale oblika, mislim, za šminko je, da bi bil pa kakšen hud učinek, to pa dvomam. Ciril, vse lepo pa prav, ampak kaj pa kokpit? Veš, stari, kokpit je razmeroma minimalističen, lepo zastavljen, takole na prvi uč, moram reči, zelo prijeten na pogled. Tukaj izstopa ene take vrste poličke, na kateri je tole vrtljivo stikalo, ko pa predstavljaš v RND, vidiš, se piše, pa tale ročna in tukaj spodaj imamo odlagališča, cup holder, pa tale predalček, pa seveda tale naslon, pa ena drobna mrežca. Sicer je pa armaturka precej clean, en tak razmeroma tanek zaslon, ki ni prehudo velik, torej načeloma nezakomplicirana zgodba, človek se tukaj za volanom precej hiter, tudi zelo dobro namesti. Mimogrede, glede na to, da je to najbolj našpičena varianta, ima ta sprednja sedeža, ki izgledata dobro in sta precej udobna za moj okus, pa najbrž za okus vsakega voznika, ki bo hotel iti športno v ovink, vseeno premalo bočne opore. Zgleda, da je ful, ampak ni zelo izrazita. Sicer pa poglej, zgori in spodaj porezan volan, dve prečki z fizičnimi stikali, pa nekaj malega piano plastike na prečkah, tukaj na armaturni, pa malo na tele polički, ki sem že prej omenil. Mimogrede, tukaj lahko brez kabla filaš telefon. Pole pa tale digitalna instrumentna plošča z nekimi osnovnimi informacijami o porabi, pa hitrosti in tako naprej. In če zdaj že govorimo o informacijah, ki prihajajo do voznika, bom izpostavil stvari, ki so me pri tem avtomobilu tudi najbolj motile. Načeloma so pomisleki vezani na tale umestnik, ki ni precej odziven, tudi precej natančen moraš biti, da karkoli narediš. Hočem reči, da sem na področju uporabnosti srečal že veliko bolj izpopolnjenih izdelkov. In jaz se kar nekako nisem začel z njim dobro razumeti. Se mi zdi, da ene stvari čist predolgo trajajo, da se zamenjajo, včasih zagrab super, no kaj zdaj, vidiš, koliko časa je trajalo. Se mi zdi, da se skozi menije nisem sprehajal tako, kako se temu reče, effortlessly, brez kakršnihkoli težav, ampak sem vedno neki salte pa prevale delal, da sem dosegel to, kar sem želel. In to je že kar velik pokazatelj, da je tukaj še neki lufta. Pa še ena stvar, po varnostni plati oziroma po tem, kateri asistenčni sistemi so na voljo, ne morem reči, da zaostaja v čem bistvenem za komarkoli. Ampak delovanje teh sistemov ali pa njihova nekonsistentnost, to me je pa motil. En konkreten primer, ko se furaš po avtocesti, pa pol on s kamerco zabelež, koliko je omejitev hitrosti, jaz ne vem, kje je on pobral omejitev 30 ali pa 70 na uro in mi je pa govoril, da sem prehiter na model. Pa sem začel gledati, je bilo kaj, da jaz nisem videl, ne. Pa se je zmotil in te zmote so mene zmotile. Pa recimo sistem za zadrževanje vozila znotraj voznega pasu, zelo tako
rough je bil, deloval je zelo rudimentarno, grobo je posegal, ni deloval gladko, tako kot sem vajen pri večino, če ne kar vseh drugih avtomobilih, ki ponujajo te sisteme. Če te prostor zanima, gremo zdaj pogledati še kufer, pa gremo v drugo vrsto. Ne pozabi, tale avto ima, koliko smo rekli, 2,7 metra dolgo medosno razdaljo. Hočem reči, da prostora v drugi vrsti je pa vozniški sedež je zdaj bolj nazaj, kot meni ustreza za vožnjo. Placa tukaj je dost, predvsem za glavo in tako naprej. Drugače pa poglej, so se Kitajci potrudili, ne samo dva velika predala oziroma telereži, še dve manjši za mobilne telefone pa druge prečkarije. Oblazinjanje je mehko, klop je udobna, ampak v drugi vrsti je, veš kaj jaz pogrešam? Kje je lučka? Vsaj ena. Nije. Drugače pa pogled, kot odpiranja oziroma zapiranja zadnjih vrat je zares velik, zlahka bo šel ven pa noter. Pa dajmo uči vrst zdaj še na kufer. No, tukaj pridemo pa še do ene posebnosti tega avtomobila. Poglej, kaj piše tukaj na zadku, ne? MG4 Electric. Mislim, ni zdaj to neka huda graja, ampak vsem sem pričakoval z tega avtomobila, ki se tako trudi biti sodoben, da kam tole naredil, da se bo nekaj zgodilo. Sam se pač nič, pa se moraš malo potruditi. Nič tacga, ampak vsem. A veš kaj hočem reči? Everything is electric except the boot door. No, to je pa teh 350 litrov, o katerih sem govoril na začetku. Moram reči, da prostornina tega prtljažnika, glede na to, da ciljajo na to, da je MG4 vsem družinski avto, ni najbolj optimistična, ampak ajde, imamo dvojen poden, pa seveda se sedeže da še prevrniti, pa pridemo na koliko placa. Aljurja 200, a sem si pa zmislil. Ok, pojmo naprej. Motoristi srkajo znanje, ko že Jure reče, Akademija vozniških znanosti. Čisto prav ima. Ja, nič, zdaj nam ostanejo pa še tiste stvari, ki so na nek način pri tem avtomobilu, sploh pri tem avtomobilu, tudi izrednega pomena. Zmogljivost pa vozne lastnosti. Pa preden te presenetim s konji, kapaciteta baterije je 65 kWh. Tudi jaz sem mislil, da bo večja, doseg pa ima 300 zlahka, tudi če si razmeroma velik na avtocesti, ampak je treba po pameti, če veš, kaj hočem reči. S porabo je pa tako, pri meni se je gibala med 17,3 pa 19 švoh 20 kWh na 100 km. Jaz sem bil razmeroma velik na avtocesti, je pa res, da sem vozil umirjeno. Ok, zdaj pa te hude številke. Voznik X-Powerja razpolaga s 435 konji največje moči. Opremljen je z dvemi elektromotorji, enim na zadnji in drugim na sprednji osi, ker čist navadna MG4 ima samo enega, zadaj. Vsega navora skupaj je za 600 Nm in ker je tale avto, glede na to, da je štromar razmeroma lahek, mislim, da dobro ton 800, to pomeni, da lahko pospeš od 0 do 100 km/h v samo 3,8 sekunde. Pa tudi, kad ceno vržeš v enačbo, veš, koliko smo? Pa seveda se pri MG-ju raven zaradi teh zmogljivosti, ki sem jih zdaj naštel, niso potrudili samo, z estetiko, pa z tole kozmetiko, pa pragovi, pa tako naprej. Ne samo, da so vse 4 žlajfe precej velike, tudi gume so druge, kot pri navadnem MG4, plus vzmeti, blažilniki, podvozje, vse to je prilagojeno. V bistvu je tale avto za 25%, za četrtino čvrstejši od navadnega MG4. Zdaj za na koncu mi ne preostane drugega kot to, da pretaknem v program Sport, da vidim, če telih 3,8 lahko dosežem tudi v praksi, pravi, da zna tudi zmeriti ta pospešek, da ima tudi program Launch Control za optimalno zbiranje navora in spravljanje le tega prek gume v podlago, plus da vidim, kako se to podvozje obnese v zavojih, ker tale slalom si bom nanudil, pa da vidim, če se zna tudi volan pogovarjati, tako, kot se v športnem avtu mora. Ok, ta prva stvar, zdaj ko obračam, obračalni krog je malo prevelik. No, glede na to, da bomo veliko v mestu s takšnim avtom, bi lahko bil za, pol metra bi že naredili veliko razliko. Zdaj pa stožci, probam oceniti, no ja, kar vse, podvozje, volan, krmiljenje je kar prijazno, prijetno, pozitivno oceno sem mu dal tudi že na avtocesti, a veš zakaj? Čak se ustavim. Pri velikih avtomobilih, ki tudi veliko dajo na vozno dinamiko, je tale travel, ta prvih par centimetrov pomika, tukaj je vse mrtvo. Pri tem avtomobilu tudi približno ne, lepo je, no, ajde, lahko bi bilo boljše, ni zdaj to Mazda MX-5, ampak verjemite mi, da se tukaj na sredini pri marsikakšnem avtu, ki zase trdi, da je vozniško ne vem kako odličen, manj zgodi. Zdaj pa! Gremo nazaj med, stari, si kar težko prevadati, koliko sune. Med količki pa, a veš kaj opazim? Za začetek vidim, da tudi, ko pretiravam,
da asistenčni sistemi ne posegajo na pregrob način, da dovolijo, da ti avto pokaže, česa je sposoben, kljub temu, da imaš ti vso elektronko vklopljeno, pa vidim, da zadek hoče malo prehteti. A veš, ne samo to, da glavnino navora dobiš skozi zadnji elektromotor na zadnjo os, tudi zadek pravi, da bi rad malo zaplesil. Tako da to mi je všeč, ker miljenje, ajde, recimo, da je lepo obteženo, ni idealno, ampak ne pozabimo, s kakšnim avtom imamo v resnici opravka. Mislim, oprijema je razmeroma velik, tudi predvidljivo popusti sprednji konc, kar pomeni, da je razmeroma varno s tem avtomobilom hitro peljati. Zdaj, takšen slalom ti pokaže samo del ene slike dinamike avtomobila v zavojih med športno vožnjo. Ampak je pa, ker si lahko dovoliš pretiravati, dovolj poveden, da si ustvariš neko splošno mnenje. Lepo je nastavljen, ni pa ekstremno športen. Tudi karoserija se v bistvu še kar nagiba, več, kot sem pričakoval. A ja, se res do 100 nismo pospešili, ne? Koliko smo rekli? 3,8? Ciril, prveš se. Sport? Pa bi pa v osnovi jaz moral pritisniti sam z levo nogo na full na bremzo, pa z desno nogo na full na gas. Bremzo tišim, gas tišim, pokaž mi, kaj znaš. Ja, Stari, če nisi pripravljen, se ti zavrti pa kar malo slab rata. Dobro potegne.